tem današnjem sprehodu, ki smo šli z vami, ovir je ogromno. Kaj vse bi se še dalo postoriti, da bi bilo lažje in boljše za vas? No, prvo, kar je, bi morali imeti na voljo trenerje mobilnosti, ki nas bi na ovire opozorili, ker če ti veš, da ovira je, jo pričakuješ in tudi najdeš način in strategijo, da se je izogneš. Zdaj, kaj je tisto, kar bi bilo treba v globalu popravljati, to se jaz ne bi upala spuščati, tu so bolj kompetentni trenerji mobilnosti, ki pač vidijo teren, okolico, celovito vidijo situacijo in znajo predvideti, kako in kaj je treba. Hoditi v temi je verjetno težko, s katerimi težavami se pa največkrat soočate? Je pač tak, če si v temi, moraš uporabljati druge čute. In posod tam, kjer je velik hrup, kjer je velika gneča, posod tam je problem, ker takrat slabše slišiš, in se ne moreš toliko ovirati na ostale čute. Drugače pa mislim, da se vsake poti na nek način vendarle da navaditi, ampak če so ljudje osveščeni, če takrat, ko si v neki zagati, da pač pristopijo, da ti prisluhnejo in te tudi nekako pomagajo izvleči. Prej je gospa omenila, da pogrešajo predvsem učitelje, ki bi jim pomagali hoditi skozi mesto. Vi ste se v tej vlogi kar dobro izkazali. Ja, mi smo prejšnji teden naredili en takšen načrt, kje bi recimo danes opravili to pot, da bi pritegnili čim več pozornosti, pa hkrati tudi tistim slepim, ki si želijo, pa upajo ven na ulico, pomagali recimo, da bi našli neke svoje orientacijske poti, po katerih bi lahko prišli od ene do druge točke. In na katere težave ste ob tem obhodu naleteli? Težav je vse polno, ki jih takrat, ko vidiš, ne opaziš. Mogoče bi marsikdo ne puščal vozila ker se mu zahoče, recimo pred UKC Maribor je že tak problem. Kolesa vse posod, kolesa z motorjem vse posod, reklamni panoji, cvetlična korita, koš za smeti postavljen tako, da je namontiran na steno v višini 1 metra, da ga slepi ne more zaznati preden se vanj zaleti. Semafori, recimo, ki ne oddajo zvočnega signala, taktilne oznake, ki niso ravno postavljene tako, da bi slepemu pomagali priti na drugo stran ceste.